Za konec pa smo prihranili praznični meni, ki so ga za nas pripravili v restavraciji Kamin na Belvederju nad Izolo. Še en razlog, da jih obiščete tudi vi. Lep pozdrav iz restauracije Kamin na Belvederju. Danes smo za vas pripravili istrski meni, pa kar pričnimo z hladno predjedjo. Na hladni predji smo vam pripravili istrski bakala z mariniranimi sardelami, domačimi olivami in domačim oljčnim kruhom. Poleg smo pripravili še rezino domačega oljčnega kruha, ki ga bomo vse skupaj začinili z domačim oljčnim oljem Belveder. Oljčno olje je iz našega oljčnega nasada na Belvederju. Njegova vrednost pa je, da dejansko doda jedi piko na i. Za toplo predjed smo vam pripravili kuri žgvacet oziroma kuri golaž. Za pripravo kurjega golaža oziroma žgvaceta je potrebna gomolna zelenjava, čebula, česen, kura, majaron in timijan, zalijemo pa ga z domačo kurjo osnovo in domačim belim vinom. Krožnik bomo servirali. Za prilogo pa dodamo domače krompirjeve njoke. Jedi dodamo še kanček svežine. In ponovno oljčno olje, da bo okus še boljši. Jed je pripravljena. Zdaj smo pa že pri glavnih jedeh. Za vas smo pripravili kar dve in to sta hobotnica izpod peke z mediteransko zelenjavo in pečenim krompirjem in svež brancin divjak. Za pripravo hobotnice pod peko potrebujemo mediteransko zelenjavo, krompir in pa svežo hobotnico. Ker je čas priprave hobotnice 2 do 3 ure, se hobotnica že veselo peče. Sedaj bomo postavili še brancina na žar. Hobotnica je pečena, zelo mamljivo diši. In jo bomo kar postregli. Dodamo še kapljico oljčnega olja in jed je gotova. Po približno 20 minutah je brancin pečen in pripravljen za postrežbo. Dodamo še kanček ljubezni. In jed je pripravljena. Današnjo dogodivščino bomo zaključili z tradicionalno sladico, istrsko. To so istrske miške. Istrske miške lahko jemo vsakodnevno ali jih lahko postrežemo kot a la carte sladico po dobri večerji. Za pripravo a la carte krožnika bomo dodali domačo figovo marmelado iz domače ozimnice
in domačo vaniljevo kremo, za svežino pa bomo uporabili meto. Naša sladka dogodivščina je zaključena, sladica je pripravljena, dober tek. Če so vas naše jedi navdušile, ste dobrodošli v naši restavraciji Kamin na Belvederju. En lep prazničen pozdrav še iz moje strani. Moje ime je Matej Zaro. Jaz imam veliko srečo oziroma veliko čast, da predstavljam tretjo generacijo vinogradnikov oziroma vinarjev in prihajamo prav tukaj iz Izole. Družina Zaro je v bistvu ena od najstarejših družin iz severne Istre in se v bistvu zadnje 3 generacije ukvarjamo skoraj in samo izključno z vinogradništvom in vse po ekoloških načelih. In danes smo pripravili lepo vinsko spremljavo temu prazničnemu meniju. Pri prvi jedi, kjer je v bistvu predstavljena kot introdukcija tej prelepi večeri, spajamo našo svežo malvazijo letnika 2017 in na nek način mineralnost, ki najdemo v krožniku, spajamo z mineralnostjo tega posebnega vina. Ko se povzpenjamo po vinogradih navzgor, na 200 metrih nadmorske višine, najdemo našo macerirano malvazijo, v bistvu mošt pustimo v stiku s kožicami 30 dni, tako dobimo vino, ki je polnega okusa, intenzivne aromatike in je tudi to pripravljeno za daljša zorjenja. To vino je primerno za spajanje k njokom, našemu brancinu na žaru in hobotnici pod peko. K zadnji jedi, se pravi hmiškam, ki je naša tradicionalna jed, spajamo pa tradicionalno avtohtono sorto rumeni muškat. Grozdje je tudi tukaj macerirano in imamo tukaj ogromno sladkorja, veliko mehkobo, ki se lepo spaja k tej naši sladici. Lep pozdrav in srečno iz Izolskega klifa, pa na zdravje!